En lep pozdrav sem skupaj, Mihael Žmaher tukaj in danes imam en fantastični video za vas, za katerega sem prepričan, da bo pol države zastrigel z ušesi, ko ga boste slišali. Skratka, najverjetneje ste opazili, da zelo veliko ljudi v zadnjih obdobjih, v zadnjih letih na tem svetu išče nove duhovne poti, nove duhovna prebujanja. Ljudje si želijo dvigniti življenje na novo raven, okrepiti manifestacijo. In zaradi tega se mnogi poslužujejo mnogih duhovnih praks. Ljudje so začeli meditirati, ljudje uporabljajo afirmacije, ljudje se ukvarjajo z bioenergijo, jogo in 1001 nasvet, kako biti v tem svetu duhoven, kako biti močen manifestacijsko, kako biti povezan s samim seboj, kako v življenju ustvariti tisto, kar si želite. In eden izmed glavnih nasvetov, ki je prisoten po vseh socialnih omrežjih, ki je prisoten po vseh socialnih kanalih, ki mnoge knjige začnejo s to mislijo, s tem nasvetom je, da moraš razmišljati pozitivno. Najverjetneje ste že slišali ta princip, če ne, no evo, zdaj ste ga prvič. Dostikrat pravijo duhovni učitelji, dostikrat pravijo motivatorji, coachi, da treba v življenju razmišljati pozitivno, če želimo manifestirati, če želimo v življenju narediti tisto, kar si želimo. Jaz sem malo o tem razmišljal in moram zelo na človeški način pogledati ta princip, ta nasvet. Je zelo enostavno razmišljati pozitivno, če imaš lepo življenje. Se strinjate? To se pravi, če ti življenje funkcionira, če imaš lepe partnerski odnos, če imaš zdrave otroke, če imaš finančno stanje, ki ga potrebuješ, če ti avto dela, evo takrat je zelo enostavno razmišljati pozitivno. Če si pa ti ujet v neke okoliščine, ki so težavne, se pravi, da ti je nekdo, na primer, umrl, ali pa si izgubil službo, ali pa si izvedel, da imaš diagnozo, nekakšno zdravstveno, ali pa te je najboljši prijatelj izdal, ali pa ti je hiša zgorela, pol pa ni več tako enostavno razmišljati pozitivno. Potem pa se v človeku zgodijo neki občutki žalosti, občutki nesrečnosti, občutki osamljenosti, občutki jeze, včasih celo še bolj hudi občutki. In kako naj človek ob teh občutkih zdaj razmišlja pozitivno? Moramo biti tudi zelo realni, da je včasih nemogoče v nekaterih situacijah razmišljati pozitivno. Zaradi tega, ker smo ljudje narejeni za to, da čutimo stvari. Ljudje imamo občutka z razlogom, zato da preko njih se učimo o svetu, o sebi. Ljudje čutimo z razlogom vse, kar čutimo. In ne moramo samo z nekim bežnim nasvetom razmišljati pozitivno, teh občutkov kar ignorirati in jih pomakniti na stran kot nepomembne, kot brezvezne, kot nekaj, kar nam dela samo zmedo. In dostikrat sem ugotovil, da mnogo ljudi na tem planetu, v tem svetu, v tej državi, nima trenutno takšnega življenja, da so srečni. Nima trenutno takšnega življenja, da so izpopolnjeni. Veliko ljudi se fajta z nekimi okoliščinami. Veliko ljudi poskuša ugotoviti, kaj je njihov način življenja, kdo je pravi partner za njih, katera je prava služba za njih in ob vsem tem je težko biti pozitiven. In pa, ko mnogokrat ti ljudje berejo vse te navdihe in vse te principe, ki so nujni, če želimo v življenju manifestirati, se potem počutijo krivo, se počutijo slabo. Zaradi tega, ker če ti nekdo skozi govori, razmišljaj pozitivno, ker če ne boš razmišljal pozitivno, ti ne bo uspel, potem se človek, ki je trenutno v žalovanju, ker mu je nekdo umrl, počuti slabo glede sebe. Mnogi ljudje se počutijo negativno, zaradi tega, ker se počutijo nesposobnega, se počutijo krivega, ker niso dovolj dobri očitno, zaradi tega, ker ne morejo vedno razmišljati pozitivno. In zdaj dostikrat ljudje v teh situacijah razmišljajo, ampak zdaj jaz ne morem razmišljati pozitivno, a to pomeni, da ne bom nikoli živela življenje, kot si ga želim? Pomeni, da ne bom nikoli mogla ustvariti manifestacije, kakršno si želim? No, za vas imam pa jaz en drug nasvet danes. Če ne morete razmišljati pozitivno, to se pravi o stvarih, ki si jih želite, če se ne morete povezati s tem načinom razmišljanja, pa začnite razmišljati o stvarih, ki si jih ne želite. Pa začnite razmišljati, kaj je tisto, kar ne želite izkušati v svojem življenju. Zaradi tega, ker naš je pa zelo inteligenten. Če mi razumemo, kaj ne želimo v življenju, katerih energij ne želimo več izkušati v življenju, ne želimo, da so prisotne v našem življenju, potem naš na nek način avtomatsko začne ugotavljati, kaj je tisto, kar pa si želimo. Avtomatsko začne ugotavljati nasproten aspekt tega.
Tako da vsi tisti, ki imate mogoče trenutno težko obdobje in se ne čutite glih, da živite z rožnatimi očali na glavi in da skozi sije sonce za vas, ne se obremenjevati s tem. Lahko še vedno manifestirate, ampak na drugačen način. Res je, da je manifestacija najhitrejša, če direkt razmišljamo pozitivno in to dejansko tudi čutimo. Če pa ne moramo mogoče razmišljati pozitivno, pa tudi ni nobenega problema zaradi tega, ker lahko razmišljamo na sledeč način. Dajte si vzeti čas in pogledajte, kaj ne želite skušati v življenju. In se odločite, tega ne želim več izkušati, teh občutkov ne želim več imeti, ne želim se več znajditi v teh in teh okoliščinah. In boste začeli manifestirati, zaradi tega, ker bo vaš začel podzavestno iz vašega življenja odstranjevati tisto, česar ne želite. In s časoma boste začeli zavestno prepoznavati, kaj je tisto, česar ne želite. In boste začeli temu prilagajati svoje izbore in svoje besede in svoje dejanja. In po nekem obdobju takšnega delovanja boste ugotovili, da pa zdaj zelo jasno veste, kaj želite in da lahko razmišljate pozitivno. In vas bo takšen način delovanja pripeljal do tega pozitivnega razmišljanja. Tako da, če ste človek, ki ste krvavi pod kožo in se ukvarjate z vsemi možnimi človeškimi zadevami, verjamem, da vam bo takšen način razmišljanja mogoče bližje, mogoče bolj realen glede na človeško normalno situacijo v življenju. In če čutite, da rabite pri tem pomoč, če čutite, da vam lahko jaz pri tem pomagam s kakšnimi uvidi, ali pa ste pripravljeni iti korak dlje, pa mogoče malo globje pogledati, kaj je tisto, česar ne želite, pa mogoče malo globje pogledati, kaj so vaši potenciali, pa kaj je vaša dušna moč, pa kaj ste vi v resnici zmožni narediti takrat, ko ste poravnani s seboj, ko so vaše misli vaše, ko so vaši občutki vaši in ko vaše telo deluje tako, kot si vi želite. Potem pa pejte na najno spletno stran www.potovanje-duse.si, kjer boste našli eno novo storitev, eno novo pomoč, ki sem jo ekskluzivno pripravil za vas. Imenuje se, ste pripravljeni? Diamantni coaching. Diamantni coaching je eden izmed najbolj fantastičnih procesov iskanja človeka, preko katerega lahko človek najde, kdo je, na način, ki je njemu blizu in ga preko specifičnih odgovorov na ključna vprašanja in preko specifičnih iniciacij in meditacij, ki potekajo sistematično, pripelje do točno tiste energije, katero človek potrebuje zase, da lahko naredi v življenju tisto, kar si želi. Če čutite, da rabite pomoč pri svoji manifestaciji, potem mi dajte pisati na mail mihael@potovanje-duse.si. Se bomo zmenili za termin, vam bom dal tiste odgovore, ki jih potrebujete, zato da boste lahko svojo sliko življenja lažje razumeli. Da boste lahko mogoče povezali en višji aspekt sebe z zemeljsko situacijo, v kateri ste. In boste posledično lahko hitreje, močneje manifestirali, boste imeli boljšo zaščitno auro, boste lažje odnose gradili v življenju, boste lažje partnerstva sklepali in predvsem lažje boste v svojem življenju ustvarili tisto resničnost, ki jo vi želite. Tisto resničnost, katera je narejena za vas. To se pravi, naredili svoj izbor. Diamantni coaching je nekaj za vse tiste, ki iščete več od tistega, kar vam povprečni svet, svet ponuja. Tako da želim vam, da greste vase, poiščete, kaj ne želite, ugotovite, kaj želite, mi pišete na mail in mi pišete za diamantni coaching. Želim vam vse dobro. Čau!